Pa smo že v studiu Radia Fantasy ponovno in pazi to, nisem sama. Danes sta se mi namreč pridružila kar dva, in sicer vojniški župan Branko Petre, dobro jutro. Eno lepo dobro jutro. In njegova palčkova pomočnica, lahko rečemo, oziroma božična pomočnica, organizatorka, oziroma ena izmed organizatork božičnega vojnika, Petra, dobro jutro. Dobro jutro. Kak sta? Malo zamujata? Malo adrenalina že na vse zgodi zjutraj. Če kaj ne zamujava, smo ravno prav. Zdaj, definicija časa bi se lahko pogovarjali, ampak jaz mislim, da bomo pa zdaj kaj pametnega povedala, ne? Ja, veš kaj, jaz zdaj skozi poslušam, da božični vojnik odpira svoja vrata. Božični vojnik odpira svoja vrata, ampak kdaj? Kdaj? Ja, mi že odštevamo. Ja, ker koliko imamo še 2 dni? 17. decembra, torej ob 16:30 uri, pred cerkvijo svetega Jerneja, vljudno vabljeni vsi poslušalci Radio Fantasy. Seveda bo tam tudi vaša in naša ekipa, za našo Marušo na čelu, malce bomo dvigovali vzdušje. Drugače pa božični vojnik do 4. januarja vsak dan od 16. do 20. ure, seveda pa povabljeni na sprehod skozi božični vojnik, kadarkoli vam zapaše, še posebej lepo je zvečer. Ravno sem hotela reči, ker božični vojnik se že bohoti v lučkah, če se peljete mimo, se že vidi. A se že da tudi kaj druga videti pred samo otvoritvijo ali še skrbno skrivate vse jaslice? Moramo povedati, da letošnje leto je ekipa, ki je postavljala božični vojnik, doživela malce prenove. Naš idejni vodja Beno je moral poskrbeti za svoje zdravje in se je ekipi priključil Danilo Bojanović, mogoče ga vsi poznajo, Božička iz Šmartinskega, tako ja. Danilo je naš občan in seveda z veseljem priskočil na pomoč, tako da je on in njegova ekipa zavihala rokave in letošnji božični vojnik, moram reči, da je bil postavljen že prejšnji teden. Rekordno hitro torej? Ja, zdaj še samo par finez in mi bomo pripravljeni. Župan, 11. božični vojnik je že letos. Kako vam ratuje to? Pravzaprav ne ratuje meni, ratuje vojničanom. In res je, da je nekaj 11. pomeni, da mora biti dobro, predvsem pa, da mora biti ekipa, ki dela, ki pripravlja to zadevo, taka stabilna. In jaz sem vesel in ponosen na naše ljudi, tudi na tiste, ki odstopijo svoje vrtove, svoje domove za razstavo, ker v tistem času, ko se res najbolj zvrstijo naši obiskovalci, je včasih tudi normalno življenje malo drugačno v naših ulicah. In vse to eno z drugim, verjamem pa, da tudi seveda božično sporočilo in pa to, da se imajo tudi naši ljudje dobro v tem času, da je to priložnost, ko pač srečaš ta božični duh, tudi če pride prijatelj na obisk, ga povabiš na božični vojnik in je to ena lepa priložnost za druženje, za malo drugačen način preživljanja večera, ko pa samo ob televiziji ali pa v kakšni drugi napravi, ki so zdaj zelo moderne. Res je, ker predvsem gre za dobro počutje, da najdemo v sebi mir in pa seveda, da ga podelimo tudi z našimi najbližjimi. Bo pa letos kar precej tudi pestra ponudba, ki bo na božičnem vojniku? Tako je, letošnje leto. Gre za hvala tudi delu ekipe. Tokrat moram omeniti našo Marjano, ki se je pridružila božičnemu vojniku in našo tržnico res dodatno obogatila. Tako da pri nas bo v času božičnega vojnika možno kupiti kako pozornost, darilo lokalnih ponudnikov, tudi ponudnikov iz sosednjih občin. Ta tržnica bo res izjemno bogata, kar smo zelo veseli. Nenazadnje je to nek dodatni program ob obisku, ko obiščeš seveda razstavo jaslic. Seveda nismo pozabili na program. Letošnje leto bo še posebej praznično na ulicah božičnega vojnika. V vseh teh letih se je, bom rekla, pelo po ulicah, za kar se je pokazalo, da je zelo dobro sprejeto med našimi obiskovalci, tako da letošnje leto nagradnja tudi na tem področju.
Seveda veliko aktivnosti za naše najmlajše, od predstav, kinopredstav, dogajale se bodo delavnice v knjižnici v Vojniku, ki tudi vsako leto vstopa za svojim delom zabavnega programa za naše najmlajše. Potem je tukaj poni, ki ga bodo lahko jezdili. Tako da to je v tistem osrednjem zabavnem delu. Seveda smo tudi nadgradili gostinsko ponudbo, še vedno pa ostajajo osrednji del ponudbe naša društva, ki ponudijo kako dobro kuhano vino, kakšne palečinke. Zagotovo se bo lahko našla. nehaš, Petra, meni kruli, ne čuješ? Meni tako kruli, da jaz sem že tam, tako da dajmo narediti malo pavzice, da se vidva oddahneta, ker sta res pridivjala v studio, ampak mi pa seveda bomo dali zdaj eno retro, potem pa gremo naprej z Božičnim Vojnikom. Pa smo nazaj v božičnem studiu Radia Fantasy z Božičnim Vojnikom. Petra in pa župan Branko Petre sta z mano. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro, še enkrat nazaj. Tako. Malo smo že povedali, kaj vse se bo dogajalo, ampak dajmo se mogoče malo osredotočiti tudi na visoke goste, ki pridajo letos v Božični Vojnik. Župan, kdo nas bo obiskal? Ja, na samo otvoritev je povabljen veleposlanik iz Republike Slovenije v Vatikanu, gospod But, ki je potrdil svojo udeležbo in nekako napoveduje seveda tudi našo letošnjo vsebinsko usmeritev, to so vatikanske jaslice. Tako da smo veseli, da si bo vzel čas, je pa sopadalo tudi malo z njegovimi prostimi dnevi v Sloveniji. Pa seveda imamo našega škofa celjskega, Maksimiljana Matjaža, ki bo otvoril letošnje 11. dogajanje na naših ulicah. Se pa seveda veselimo vsakega, ki pride v Vojnik, tistega, ki pride prvič ali tistega, ki bo prišel 11. na Božični Vojnik, ker se mi zdi, da ima naš Vojnik kaj povedati vsakemu, a ne? In da v bistvu ob kar številnih razstavah jaslic po Sloveniji in pa številnih ponudbah raznih božičnih lučk je Vojnik po moje nekaj več, neka dodana vrednost, ki predvsem upošteva ta duh Božiča in ta čas, ko na nek način se staro poslavlja in prihaja novo. In to, ko prihaja novo, me zanima, a zdaj že vstopnina bo ali je še vedno to samo za prostovoljne prispevke? Božični Vojnik ostaja vstopnine prost dogodek. Seveda pa bomo veseli prispevka obiskovalcev. Skrinjice so postavljene na določenih mestih. Seveda pa tudi naša društva, ponudniki, ki pridno pripravljajo, bom rekla, dodatno ponudbo s prostovoljnimi prispevki. Tako da ta projekt ostaja prijazen obiskovalcem, tako za žep kot za dušo. Mi pa, tako kot smo rekli, bomo veseli vsakega prispevka. In letos se obetajo žive jaslice. Tako je, letošnje leto v domeni naših društev, in sicer 3 dni živih jaslic v organizaciji Kulturno-umetniškega društva France Prešeren Vojnik in seveda 27. v organizaciji Katoliškega kulturnega društva Ivan Šopar. Tako da 3 dneve bo ob 18. in 19. uri možno videti žive jaslice. Mogoče Maruša poveva še nekaj kratkega o samem dogajanju. Začeli bomo z odprtjem. Na samem odprtju nastopa zbor Sveti Lenart iz Nove Cerkve. Letošnje leto bodo obiskovalci lahko opazili, da tudi petje po ulicah prihajajo naša lokalna društva, se pravi tudi iz sosednjih krajevnih skupnosti, ne samo iz Vojnika, kar je, bom rekla, tudi en dodaten korak, da dejansko cela občina začuti ta projekt kot svoj projekt. Veselo bo 19. decembra, Kud godba napihala Nova Cerkev, Zaniko Horvat pripravlja tradicionalni koncert. Seveda, kot sva že prej omenili, ogromno programa za otroke, ne smemo pozabiti otroških polnočnic, potem bojo otroci silvestrovali, letos je za njih ob 10. uri pravo otroško silvestrovanje. To pride v poštev tudi za mene. Ja, tisti, ki hodimo kmalu spat. Potem je tukaj silvestrovanje na koči na Tomažu, seveda ne smemo pozabiti koncerta vojniških zborov in solistov, ta bo 29.
Potem po novem letu bomo malce pohodniško obarvani skupaj s turističnim društvom Frankolovo. Kam gremo? Po poteh grajskih pravljic se bomo sprehodili. Potem pa seveda še ta zaključni dogodek, ki ga tudi ne smemo pozabiti, del programske ekipe, naš dirigent Tomaž Marčič skupaj z harmonikarskim orkestrom Glasbene šole Celje pripravlja večer mladih zvezd. Jaz verjamem, da bo zanimivo, ta bo 3. decembra in nekako s tem dogodkom sklenimo krog dogajanja na Božičnem Vojniku. Seveda pa vas vabimo, da si več o našem programu pogledate na spletni strani Božičnega Vojnika, kot tudi občine Vojnik pridno objavljamo tudi na socialnih omrežjih. Res ste tako da pridni. nas najdete povsod. Povsod. In lahko vam povem samo, da Božični Vojnik bo zasijal v tisočerih lučkah in pa seveda v miru in tišini in tudi vatikanskih jaslic, ki bo največja razstava do zdaj v Jernejevem domu. Tako je. In tudi ene izmed največjih so na skoraj 50 kvadratih. Je res? Tako je. Morava omeniti Maruša Majdo Kržič, ki je letošnje leto prinesla duh Božiča v Jernejev dom, še posebej posebne jaslice, res tudi samo postavitvijo impozantne. Ne smemo pozabiti naših ostalih jasličarjev. Ampak ne smemo pa tudi vsega preveč povedati, ker morate priti pogledat. Tako je. Tako da, a veš, tukaj se morava ustaviti, morava dati mečkeno zaglodati. In župan, za na konec samo še lepo prosim, da povabite vse poslušalce Radia Fantasy, da pridejo v Božični Vojnik. Ja, jaz mislim, da je moto Radia Fantasy, same dobre vibracije, je moto tudi Božičnega Vojnika. To se pravi, pridite v Vojnik, vstopnine ni, kak dober dar bo ogrel srce, cene na naših stojnicah so pa zmerne, tako da si poleg pijače da privoščiti tudi kaj za prigriznat ali pa kak spominek ob vsem drugem dogajanju. Dobrodošli v Vojniku. To je bilo pa zdaj ekspresno. Ja, nič. Vidimo se torej že to sredo, da ne bo slučajno kdo pozabil, na Božičnem Vojniku in seveda, da rečemo kakšno, tudi tam smo mi že tam od 16:30 ure dalje. Hvala vama za obisk in nasvidenje. Nasvidenje.